Danes v Pomurskem dnevniku. Mladi o jedrski elektrarni. Gregorjevo, začetek pomladi. Nadaljevanje stavke upravnih enot. Izgradnja športne dvorane v polnem teku. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V zadnjem obdobju je precej aktualno vprašanje referendum za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Glede tega pa so se ponovno oglasili tudi člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost. Ti menijo, da bi bila odločitev za referendum v tem letu nekoliko preuranjena. Sploh zaradi dejstva, da je o samem projektu znanih zelo malo ali skoraj nič dejstev. V izjavi so mladi predstavili svoja stališča in zahteve. Poslanci danes na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor odločajo o referendumu glede drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. In sicer naj bi odločali tako o datumu kot o vprašanju referenduma. Kot je poudaril Ribarič, o projektu ni znanih podatkov, tako da se ne da odločati informirano. S takšnim ravnanjem politika daje zeleno luč za projekt, o katerem ni znano praktično ničesar. Še več, na referendum naj bi vezala rezolucijo o dolgoročni rabi jedrske energije, ki daje jasno podporo gradnji JEK2. Kot so izpostavili, v gibanju niso proti jedrski energiji, ne strinjajo pa se s preuranjenim referendumom, sploh ker je odprtih preveč vprašanj. Gibanje je že konec januarja v javnem pismu politični vrh pozvalo k razmisleku in tokrat so ponovno izpostavili, da še vedno ni znana nobena osnovna informacija o projektu. Poudarjeno je, da čeprav so bile v zadnjem obdobju izvedene razne študije o izgradnji JEK2, so bile te že večkrat postavljene pod vprašaj. Vse to pa se dogaja v času, ko je cena električne energije iz JEK2 popolna neznanka, dodaja Ribarič. Stroškovne cene električne energije iz nedavno zgrajenih evropskih jedrskih elektrarn pa presegajo prihodnje cene električne energije na trgu. Gibanje je včeraj na poslance ponovno naslovilo 3 zahteve. Prvič, referendum naj se izvede šele takrat, ko bodo znane vse ključne informacije o projektu. Nujno je, da imamo prebivalke in prebivalci Slovenije ključne ekonomske, tehnične, okoljske, družbene in energetske informacije o projektu. Dokler informacij nimamo, naj se namesto ukvarjanja z referendumom pospeši priprava analiz, ki nam bodo dale ustrezne odgovore. Kot so izpostavili, se ne ve, kolikšna bo strošek celotne investicije. Prav tako ne, kolikšna bo cena električne energije iz elektrarne. Odprtih pa je še več vprašanj. Tako na primer, kdo bo kril stroške izgradnje, kdo bo nosil tveganje, če bo šlo karkoli narobe. Bodo davkoplačevalci tisti, ki bodo krili luknjo ob morebitnih zamudah. Ob vsem tem pa se pojavlja tudi vprašanje, ali je rešena dilema glede odlagališča visoko radioaktivnih odpadkov. Pa tudi, kako se bo preprečilo, da gradnja jedrske elektrarne ne bo pomenila padca državnih podpor gradnji sončnih in vetrnih elektrarn, ki imajo na kratek rok edine možnost znižati emisij toplogrednih plinov. Kakšne so koristi in stroški gradnje jedrske elektrarne napram scenarija razogljičenja elektroenergetskega sistema zgolj z obnovljivimi viri energije? Vprašanje še več. Na vse to pa je, znova poudarjajo, treba vedeti odgovore še pred referendumom. Druga zahteva je bila, da naj se zavrne obstoječo verzijo resolucije o miroljubni uporabi jedrske energije, ki jasno podpira izgradnjo JEK2. Tretja zahteva pa se nanaša na sprejetje celovitega okvira upravljanja s projektom. Kot so še poudarili v gibanju, je sklicevanje referenduma pod temi pogoji, torej ko ni znano tako rekoč nič, norost. Vlada sicer referendum načrtuje še v tem letu. Odločevalci naj namesto ukvarjanja z referendumom in rezolucijo pospešijo procese za pripravo vseh potrebnih analiz ter sprejemo celovitega okvira upravljanja s projektom. Po mnenju gibanja Mladi za podnebno pravičnost je smiselno z referendumom počakati 2 leti. V tem času pa pospešiti vse procese, da bi prišli do odločitve, ali bomo uporabljali le obnovljive vire energije brez jedrske ali pa obnovljive vire energije skupaj z jedrsko energijo. Gregorjevo velja za nekakšen praznik, ki po stari tradiciji slavi pomlad. Praznujemo ga na današnji dan, torej 12. marca, ko goduje sveti Gregor. Nanj so se z mnogimi zanimivimi vsebinami spomnili tudi v Prekmurju. Šega ima svoj izvor v predkrščanski dobi.
Pri ljudeh pa se je ustalilo prepričanje, da predstavlja prihod pomladi. Kajti po starem julijanskem koledarju se je praznovala na prvi spomladanski dan, ko zunaj že sije sonce, dnevi pa so daljši. Po ljudskem izročilu pa je to tudi dan, ko se ptički ženijo, s čimer je povezan z zaljubljenci. V preteklosti je bila ob tem dnevu znana tudi šega spuščanja luči po vodi, ki je pravzaprav naslednica obredja, pri katerem so v vodo dali ogenj. Tradicija ob Gregorjevem je najbolj živa na Gorenjskem, kjer se na predvečer Gregorjevega spušča po vodi gregorčke, na primer barčice ali druge predmete, v katerih je luč sveče ali ognja. Na tradicijo pa so se spomnili tudi v Prekmurju, kjer je pomurska sekcija Dobs skupaj z društvom čolnarjev Dokležovje obujala šego, ki je zagotovo najbolj razveselila ravno otroke. Ti so se lahko preizkusili tudi v ročnih spretnostih, kajti izdelovali so ladjice in gnezdilnice, ki so po čiščenju postale nov dom za ptice. Stavka upravnih enot po Sloveniji se nadaljuje, tudi na upravni enoti Murska Sobota. Sporočajo, da se bo stavka nadaljevala in sicer vsako sredo vse do preklica oziroma do izpolnitve stavkovnih zahtev. Vladna pogajalska skupina, ki je bila imenovana prejšnji teden, je predstavnikom sindikatov upravnih enot v četrtek posredovala predlog za rešitev stavkovnih zahtev, a ta za sindikate ni sprejemljiv. Slednji so pripravili svoj predlog, za jutri pa so napovedali tudi stavko. Vladni predlog namreč ne naslavlja 4 stavkovnih zahtev, niti ne omenja vladnega projekta, ki bi vsem zaposlenim na upravnih enotah omogočal prejemanje posebnega dodatka. Sindikati so svoj predlog posredovali Ministrstvu za javno upravo, vanj pa vključili tudi dodatek, ki bi zaposlenim omogočal prejemanje posebnega dodatka za lažje premoščanje časa do zaključka pogajanj, kot so zapisali. Za ta vladni projekt so bili lani dogovorjeni s tedanjim začasnim ministrom za javno upravo Klemnom Boštjančičem, a se vlada potem tega ni držala. Stavko naj bi tako pričeli 13. marca, nato pa naj bi jo nadaljevali vsako sredo vse do izpolnitve zahtev. Med zahtevami sta sicer še povišanje plače vsem zaposlenim za 7 plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih. Med stavko bodo sicer zaposleni izvajali nujna dela, ki jih določijo načelniki upravnih enot. Kot so sporočili z upravne enote Murska Sobota, bodo izvajali le najnujnejše storitve, katerih neizvajanje bi ogrozilo življenja, premoženje in zdravje ljudi ali zaradi katerih bi nastala nepopravljiva škoda. Že v letu 2021 sta predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horvat in župan občine Lendava Janez Madžar podpisala sporazum o sodelovanju pri izgradnji telovadnice pri podružnični šoli Gabrje, ki je izjemno pomembna investicija za šolo, vrtec in vse krajane. Trenutno so dela v polnem teku. Sredstva za izvedbo investicije zagotavlja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost iz uspešne prijave na razpis madžarskega sklada, s katerim je bilo pridobljenih skoraj 962 tisoč evrov sredstev. Lastnica objekta bo občina Lendava, športna dvorana pa bo pomembna pridobitev za izvajanje športno-gibalnih aktivnosti podružnične šole in vrtca. Objekt bo velik doprinos tudi za krajane, kajti v popoldanskem času ga bodo lahko koristili tudi oni. Površina novo zgrajenega objekta bo znašala skoraj 709 kvadratnih metrov, sestavljen pa bo iz vadbenega prostora ter pomožnega dela. V telovadnici je predvidena tudi izgradnja garderob, sanitarij ter tehničnega prostora s kurilnico. V okviru rekonstrukcije notranjih prostorov obstoječega objekta pa so predvideni še notranja preureditev obstoječih sanitarij v učilnico, na novo urejene sanitarije v prehodnem delu objekta do telovadnice ter delitev velike učilnice na 2 manjši. Mura se je v minulem tednu uvrstila v četrtfinale pokala. Včeraj pa je dobila tudi nasprotnika. Predvidoma se tako že 3. aprila odpravlja na Primorsko, kjer se bo pomerila s Koprom. Svojega tekmeca je dobila tudi ekipa Beltinci. Edini pokalni prvoligaški četrtfinalni obračun Mura in Koper. Ekipi, ki bosta svoje moči merili na Bonifiki.
Koprčani so v predhodni fazi tekmovanja izločili Olimpijo. Mura pa je preskočila domačega tekmeca iz Martjanec, Čardo. Po drugi strani pa je povsem drugoligaški obračun med Ilirijo in Beltinci. Prekmurci se tokrat na gostovanje odpravljajo v prestolnico. Vse četrtfinalne tekme pokala Pivovarna Union so predvidene v sredo, 3. aprila. Za konec pa še preverimo, kakšna je vremenska napoved. Današnji dan je bil oblačen. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 10, v Lendavi, Radencih in Murski Soboti pa 9 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni polovici Slovenije že delno jasno. Dopoldne se bo razjasnilo tudi v vzhodnih krajih in popoldne bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 2 do 6, podnevi okrog 16 stopinj. V četrtek bo sončno. V zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. V petek se bo popoldne od zahoda postopno pooblačilo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Postopno bo še topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 2 do 8, čez dan od 16 do 20 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.